Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o 10 božjih zapovedih. Verjetno jih poznate, no za vse tiste, ki jih ne, vas bom zdaj spomnila. Ampak preden gremo na 10 božjih zapovedi, najprej vam bom pokazala, kako delujejo naši možgani. Dajte zdaj zapreti oči in ta trenutek ne smete misliti na lepo modro morje. Niti ne smete si predstavljati, kako skočite v to morje in kako zaplavate. Ne smete plavati, kot da vidite oblake, in ne smete se počutiti srečne. No, kako se počutite? Vidite vse to, lahko odprete oči. Poglejte, naši možgani enostavno ne razumejo besedo ne. No, in to isto sem delala tudi pri otrokih, glejte, ker otroci ravno tako ne slišijo besede ne, in ko so bile manjše moje hčerke, veste, ko kričiš na otroka, nehaj kričati, in on še bolj kriči. Zato sem jaz ubrala drugo taktiko in sem rekla otrokom, bolj potiham. In je bilo pa tako, kaj? Veste, nehala sem kričati, ali pa tako, nehaj skakati. Je bilo tako, umir se. Kaj? In so se umirili. No, ampak gremo na 10 božjih zapovedi. Glejte, prva je veruj enega Boga. Ta zapoved je vsekakor pozitivna, kar govori veruj. No, druga je pa ne skruni Božjega imena. In v bistvu, to je pa že, ker besede ne, spet ne slišijo možgani, skruni Božje ime. Ker dejstvo je, da mnogi preklinjajo in bolj kot preklinjaš, bolj kličeš prekletstvo tudi na sebe. Zato, glejte, če gledamo slovenski jezik ima najhujšo kletvico, je bela cesta ali pa pismo, pa se pa že kar neha. A vidite, praktično nimamo kletvic. In vse kletvice, ki jih uporabljamo ali pa uporabljajo Slovenci, so iz drugih jezikov. Tako da predvsem nehajte preklinjati in začnite blagoslavljati vse tisto, kar vam ni všeč. No, potem naprej, posvečuj Gospodov dan. Ja, enkrat na teden se ustavi, ne delaj nič takega, enostavno poskrb za svojo duhovno rast, dan na teden je namenjen tebi. Ta zapoved je absolutno dobra in vem, da mnogi se pač tega enostavno ne moremo ali pa ne morejo držati. No, naslednja je spoštuj očeta in mater in boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. No, tudi ta je dobra, spoštuj. Spoštuj ne samo očeta in mater, spoštuj ljudi, spoštuj, ta je dobra. No, naslednja je pa potem ne ubijaj. No, in tukaj bi pa lahko govorili. Dejstvo je, da zgodovina je prepletena, prelita s pretečeno krvjo, z ubijanjem, z boji. In dejstvo je, da prav tukaj ne ubijaj, je dobesedno ubijaj. No in zato, glejte, če bi se res dobesedno držali tega ne ubijaj, bi bili tako kot sveti Frančišek, ki niti pajka ni ubil. Dobro, jaz tukaj nisem, jaz priznam, pajke pa muhe pa komarje, ja, pa tudi kakšne uši, to še vedno pobijam. Ampak predvsem se pa držim tega, da ne ubijam ljudi, da nisem zlobna. V osnovi ne znam biti zlobna. In enkrat mi je ena od hčerk rekla, veš, mami, ti nimaš pojma, kako se zabije človeka. Res je, nimam pojma. Enostavno ne znam ubijati ljudi. In to je nekaj, kar ni v meni. In drugo pa je, ne, zdaj, če imaš pa ti potrebo po zlorabi, te pa drugi znajo ubijati. To je pa zdaj druga stvar, kjer se učiš ljubezni do sebe. No, potem naslednja zapoved je ne nečistuj. In nečistovanje oziroma uporabljaj pornografijo. In tukaj vemo, da danes je to normalno, da se uporablja pornografija. Normalno je tudi to, da ko so od nas učili te 10 božjih zapovedi, nismo imeli pojma, kaj to sploh pomeni. Ampak druga stvar pa je, spolnost je sveto dejanje. In spolnost in pornografija nimata nič skupnega. Zdaj mi pride najbolj na pamet ta erotični sejem, kamor ljudje hodijo. Dejstvo je, da se na vsakem programu, mislim, vsaka televizija, obstajajo kanali, kjer so erotični programi. Dejstvo je, da te zadeve niso zdrave. In to izpride na spolnost, ker tisto, kar je sveto je med dvema partnerjema,
ki se ljubita. In to naj bi bilo to. Zadnjič sem z eno gospo govorila in je rekla prav za Bali. Je rekla, Bali ima umazano energijo, zaradi tega, ker je to seks turizem. In vemo, dobro, zdaj zaradi korone se je marsikaj ustavilo, ampak dejstvo je, da tukaj noter je tega nečistovanja še pa še. In tukaj noter se mešajo energije, umaže se prva čakra, umaže se druga čakra in potem imaš lahko celo življenje težave z denarjem in s preživetjem, zato ker si pokasiral energijo nekoga drugega. Zato, glejte, če niste v lepem partnerskem odnosu, stopite ven iz tega. Ne bodite v trikotnikih, ker to je res umazana energija. No, naslednja je potem ne kradi. In je spet kradi. Vse noben ne ve. Ne? Spomnim se včasih še v socializmu, ko sem hodila v službo, en list, vse noben ne ve. Čakaj, noben ne ve. Ampak ti veš. In ker ti veš, a si ti noben. Ti veš, tvoja duša ve. To je zadost. Tukaj ne govorimo o tem, veste, so ljudje, ki enostavno morajo nekaj ukrasti. Nam nikdar pozabila, spet sem pri mojih otrokih. Jaz sem moje otroke naučila to, da morajo zmeraj vprašati. Če nekaj vzamejo, morajo vprašati. In bilo je pomladi in pri sosedstvu so imeli zrele češnje. In se spomnim, smo šli s prehoda in jaz se stegnem in ukradem par češenj. In me vse tri gledajo tako, mami, ti si ukradla. In veste, kaj so one naredile? Šle so na zvonc, pozvonile in vprašale, če lahko par češenj vzamejo. Tako da očitno sem jih dobro naučila. In rabutanje pa kraja je drugo, no? Ampak to so zdaj spet merila, ki niso ta prava. Kraja je kraja. No, naslednja stvar je pa, ne pričaj po krivem. To pa pomeni ne laži, ne? In je spet laž. Laž, mal priredim. Sej, mal priredim, pa je narejena, ne? In dejstvo je, da resnica je zmeraj ena. In resnica je črno-bela. Ali je resnica, ali pa ni resnica. Vmesnega ni. In enkrat je ena gospa rekla, ja, in vmes je pa sama kurbarija. 50 odtenkov sive. No, tako da to je dejstvo. Naslednja, 9. božja zapoved, pa je ne želi svojega bližnjega ženi, se pravi, ne varaj, z drugimi besedami, varaj, skači čez plot, obdeluj sosedovo ženo, pa še kakšno drugo, oziroma ravno tako velja za ženske. Tako da v glavnem, tukaj noter, lejte, če bi se tega držali, ta iskrenost, poštenost bi bilo res odlično. In naslednja, ne želi si svojega bližnjega blaga, to je pa fovšarija slovenska, ne bodi fovšariten in večji del, ogromno ljudi je pač fovšaritnih. Nam reka, da jaz nikdar v življenju nisem bila, ker sem bila šokirana enkrat nad sabo, leta nazaj, ker sem en odnos imela in je bilo tako, kaj čutim do te osebe in je bilo fovši. Jaz? Ne, seveda, prva stvar mi je šlo skozi možgane. Ne, jaz pa ne, jaz sem pa v redu. Ampak ja, jaz sem ji zavidala lepši partnerski odnos, kot sem ga imela jaz. No in zdaj, če pogledamo 10 božjih zapovedi, ne bi bilo tako. Veruj, zaupaj v božjo podporo, spoštuj ljudi, spoštuj življenje, ljubi in boš ljubljen, bodi pošten, bodi resnicoljuben, bodi zvest in blagoslavljaj srečo drugih ljudi in tudi sam boš deležen blagoslova. To, kar sem te brala iz knjige, Ko ima življenje žur, tako v vseh teh zakonitostih sem pisala tukaj noter in dejstvo je, lejte, to so modrosti in če se držimo tega, da naša vest nam tako pove tisto, kar je dobro za nas in da se držimo res iskrenosti, poštenosti in to je en od razlogov, zakaj sem jaz pri podjetju Neolife že skoraj 30 let. Ker imamo vrednote in teh vrednot se držim absolutno in tudi podjetje se jih drži kot podjetje, ker leta v vseh skoraj 30 letih jih nisem zalotila, da bi, ne vem, na deklaracijo nekaj napisali, pa noter ne bi bilo, da bi bile neke laži zadaj in res sem vesela, da sem naletela na podjetje, ki ima temelje, iskrenost in poštenost. In tudi tega se jaz sama držim v življenju in zdaj najprej iskrenost do sebe, no to je bila večja lekcija
Iskrenost do sebe je to, da si nehaš lagati in potem, ko si priznaš svojo resnico, ji slediš. In takrat, ko si začneš slediti v tej svoji resnici, delaš in začneš delati tisto, kar tebi veča radost. In ko začneš to delati, takrat ti duša poje. In ko ti duša poje, pride vse izobilje tega življenja k tebi, v tvoje življenje. In takrat se začnejo dogajati čudeži. Tako da poskrbite za to, bodite do sebe pošteni in boste videli, čudeži so tukaj. Uživajte življenje, ker življenje vas ima rado.